No, kot je rekla Saša, bom pa jaz ta drugi del zdaj, to se pravi enkrat, ko so bili korpusi izbrani, urejeni v Excelu, kaj smo pa potem naredili iz tega. Tole je kratek pregled predavanja, bom poskusil pohiteti. Zelo kratek uvod, kako je korpus zdaj zapisan. Jezikoslovno označevanje, ki je bilo narejeno, avtomatsko jezikoslovno označevanje, ki je bilo narejeno na tem korpusu, potem neko povezavo s konkordancem, kar je mogoče najbolj zanimiv del za vas, ker se vas več tudi že ukvarja s tem, da v korpuse gledate in iščete pregovor in analizirate, in pa par besed zaključkov. Tole je uvod. Kot je Saša povedala, nekako izhodišče za moje delo je bilo, sta bile dve Excel razpredeljence, ena je imela v sebi vse pregovore, druga vse vire. Med sabo sta bile povezani skozi identifikatorje teh virov. Zdaj, Excel je sicer lep tako za recimo urejanje, pa tudi za kakšno pregledovanje, ni pa zelo fin za neko izmenjavo podatkov, kaj šele za nadaljnjo strojno obdelavo podatkov, boljši so drugi formati. In zato smo se lotili te pretvorbe. No, enkrat, ko pa je bila cela stvar v XML, pa potem tudi smo se polotili jezikoslovnega označevanja pregovorov. Zakaj? Zato, ker potem za vsako besedo v pregovorih imamo tudi osnovno obliko te besede, lemo, obliko skladenjske lastnosti njene, pa še kaj, kot bomo slišali. In to omogoča lažje potem iskanje po korpusu pregovorov. Zapis korpusa, to smo pretvorili iz razpredelnic v XML, to je pač nek zelo splošen in pa tudi standardiziran način zapisa, predvsem jezikovnih podatkov, ki se precej uporablja v računalniškem jezikoslovju. XML, kot rečeno, je zelo splošen, ne definira nobene strukture, bolj samo neko osnovno sintakso, kako naj datoteke izgledajo. In konkreten XML, ki smo ga mi uporabili, je skladen s priporočili iniciative za zapis besedil TEI, to je Text Encoding Initiative Guidelines. Ta pretvorbe se zmeraj izkažejo za koristne tudi iz drugih razlogov, predvsem to, ker skozi pretvorbo se potem tudi pokažejo na napake, kontradikcije in tako naprej v osnovnem zapisu. In tukaj ta proces ni bil izjema, skozi to smo kar nekaj napak našli, ki so bile potem tudi popravljene v originalni razpredelnici. Kaj pa sam zapis TEI vsebuje? Eno so metapodatki celotnega korpusa, ki vključuje tudi seznam bibliografskih virov. No, in potem pa pride glavna stvar, seveda, ki pa je seznam vseh pregovorov, ki so zapisani tako, to smo poimenovali diplomatični prepis, to je že prišlo iz razpredelnice Excel. Diplomatični prepis je tisto, ki je bil čim bolj skladen s tem, kako je pregovor zapisan v izvornem viru, in pa potem kritični prepis, ki pravzaprav edino, kar naredi, je to, da normalizira zapis v gajico, ker v originalu so pohoričica in še kaj drugega. No, in pa pri vsakem pregovoru je tudi seznam virov izhod, kjer se je ta pregovor pojavil. Metapodatki, tole bom samo omenil, to sledi iz priporočil TEI, imamo vpis datoteke, kjer imamo recimo naslov avtorje, druge sodelujoče, financer in tako naprej, in tudi seznam virov. Potem imamo vpis kodiranja, ki na kratko nekako piše sam projekt in poda taksonomijo virov, ki jih je na zadnji prosojnici omenila Saša. Potem imamo vpis značilnosti besedil in pa vpis spremen. To mogoče ni tako zelo pomemben. Kot en primer, kako to izgleda potem zapisano v XML-ju oziroma v TEI-ju, podam začetek seznama bibliografskih virov. No, kot vidite tukaj, to je prvi vir, Bohorič Adam, 1970 je bil ponatis, originalni je iz 1584 natis in potem naslov samega dela. To je bilo kar vzeti ven iz razpredeljence. Edino, kar je tukaj posebenega, je to, da so datumi označeni. To se pravi, kdaj je bilo originalno nekaj izdano, kdaj je bil ponatis,
ali pa za kakšne stvari niso bile izdane na določen datum oziroma letnico, ampak od pa do. Tako da tukaj vidite to. Aha, no, še ena stvar je tale Korest, pa potem kaže v taksonomijo teh tipov virov, ki so bili že razloženi. Sami pregovori. Vsak pregovor je kot en element AB, to pomeni anonymous blok, anonimni blok kodiran, ki ima svoj identifikator, ki je tole. No, potem ima pa zapis v diplomatični prepis, brez moje sečev ne obuje, in potem ista stvar v kritičnem prepisu, ki je, kot rečeno, identična prvemu, samo s to razliko, da je zapisana v gajici. Potem pa je seznam bibliografskih virov, pri čemer je za vsak bibliografski vir tudi podana stran, na katerem se ta konkretni pregovor pojavlja. Tako da to je, kar se tiče tega zapisa v XML-ju. Zdaj pa jezikoslovno označevanje. Kot ste že videli na tem primeru, je dosti pregovorov iz zelo starih virov, so zapisani v arhaični slovenščini, kar pomeni, da je težje iskati po pregovorih, ker je tam dosti variantnih zapisov istih besed. Pa tudi orodja za jezikoslovno označevanje slovenščine, ki jih imamo, so trenirana, so mišljena za označevanje sodobne standardne slovenščine in zelo slabo delujejo na tej stari slovenščini. Zato smo hoteli najprej te pregovore avtomatsko normalizirati, kar pomeni v tem konkretnem primeru posodobiti. Zato smo uporabljali orodje CSMatizer, ki je bilo že večkrat objavljeno in je javno dostopno, pri čemer ga ni toliko zelo enostavno uporabiti, ampak ja, je javno odprto dostopna koda. Normalizirali smo po neki analizi kritični in pa nediplomatični prepis, ker je rahlo boljša natančnost, in tu imate, to so pač prvi trije pregovori v bazi, to se pravi, nič nismo izbirali. To je diplomatični prepis, to je seveda ročno narejen kritični prepis, no, to je pa potem avtomatsko posodobljeno. Kot vidite, imamo napake, a ne, čevelj bi moralo biti, ne čevelj. To se pravi, to je avtomatski proces, ki ima določeno stopnjo napak. Tukaj vidite, da tudi kaj koristnega naredi, a ne, iz kralja v kralja, iz spravlja v spravlja. No, bolj tam, kjer pa dejansko ali so vse besede sodobne že, ali pa pač program ni bil zadosti pameten, pa stvari pusti pri miru. Morala tukaj je, ne, da treba bi bilo neko bolj detaljno evalvacijo narediti, ampak je določena mera napak, kakšne stvari pa lepo posodobiti. Enkrat, ko smo imeli vse skupaj posodobljeno, vse pregovore, vse besede, vse pregovorih, smo pa potem še dodatno jezikoslovno označili zadevo. Tu bi bil zelo hiter. Glavna stvar, bi jaz rekel, in najbolj koristna stvar je to, da mi za vsako besedo imamo njeno osnovno obliko, se pravi lemo, in lahko potem iščemo, ne vem, krava recimo, ne glede na to, je to v katerem drugem spolu, sklonu in številu zapisano v besedilu. No, in tole je pa, kako zdaj izgleda zapis ene same besede, imamo kar nekaj oznak zraven, to je spravlja. Tule vidimo, da je normalizirana, zelo posodobljena oblika izpravlja, lema, osnovna oblika izpravljati. Tole so pa oblikoskladenjske lastnosti v dveh različnih sistemih, eno je multekstist, kjer imamo nekako kompaktno zapisane vse te lastnosti, to je v angleščini verb, main, tako naprej. No, to je pa v sistemu universal dependencies, kjer so pa malo bolj na dolg napisane, pa neka detaljna pravila so mogoče različna. Imamo pa tudi potem skladenjsko, odvisnostno skladenjsko razčlenitev, tukaj pa v bistvu povemo, da tole je pojavnica številka 9 v stavku povedi 1 tega in tega pregovora, in sta tukaj te dve pojavnici med sabo povezani z skladenjsko vlogo samostalniškega subjekta, se pravi osebka. No, in tudi pa objekta, ne, je pa te dva s te 9 povezani. Ravno to, da vidite, kako to cela stvar izgleda.
Kot je povedala zdaj Saša, smo pred par dnevi ta korpus dejansko tudi objavili v repozitoriju clarin.si. No, tako izgleda kot en najnovejši trenutno vir v tem repozitoriju. Korpus je zdaj nekako na varnem tam in objavljen in je dostopen, to je dostopen za prevzem, za download v tej izvorni obliki, zdaj XML-VT-ju, potem pa še v dveh izvedenih formatih. En je zelo podoben Excelu, v resnici samo narejen iz TEI-ja, in pa v vertikalnem formatu, ki se pa sicer uporablja tudi v konkordančnikih. Licenca je pa Creative Commons by, zapravo zelo odprta licenca, kar mene izredno veseli, ker sem pač tak velik fan odprte znanosti. Tako da to je sam korpus, potem bom pa še nakratko povedal par stvari okoli konkordanc. Zdaj za tiste, ki mogoče ne veste, Clarin je evropska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije in v Sloveniji imamo pač nacionalni center Clarina, ki vzdržuje ta repozitorij, v katerem je spravljen celoten korpus, zdaj poleg tega pa tudi dva konkordančnika, enemu se reče Context, drugemu nov Sketch Engine, oba lahko delata zelo velikimi korpusi, ki so tudi bogato označeni, potem obstaja močan poizvedovalni jezik Corpus Query Language, s tem lahko precej kompleksne poizvedbe po korpusih delamo, omogočata raznovrstne izpise in analize, pa to je mogoče bolj tako računalniška stvar, ampak dejansko mi lahko poizvedbe v korpuse vnašamo tudi prek programov, ni treba klikati, ampak lahko program lahko generira URL in s pomočjo tega URL-ja potem nazaj dobi tudi v različnih formatih vse zadetke iz korpusov. Zdaj, korpus pregovor je tudi dodan v ta dva konkordančnika in tule ga vidimo, tako da če greste na konkordančnika, lahko iščete po tem novem korpusu in tu je na primer lahko zelo enostavno iščemo, lahko samo napišemo izgovor in po konkordančnik najde vse korpuse, vse pregovore, v katerih se pojavi ta beseda. Lahko pa tudi kompleksna poizvedovanja damo v tem primeru, na primer, če je subjekt nekega stavka izgovor, potem dobimo teh 26 pregovorov, prvih nekaj tukaj. Tako da to je to. Zbrav, lahko ga prevzamete celoten korpus, lahko po njemu tudi iščete prek konkordančnikov. To je še en primer, lahko delamo tudi ključne besede, to je glede na zelo velik korpus metafida, ki ga bom v kratkem tudi predstavil, ampak to so ključne besede oziroma bolj natančno ključne leme korpusa pregovorov glede na dosti splošen korpus metafida. Tu vidite, če bi tukaj kliknili, bi pa potem tudi konkretne konkordance teh besed lahko dobili. Zdaj, ta metafida, ki sem jo ravno omenil, to je relativno nov korpus, par mesecev, ki je največji korpus za slovenščino, ki ga imamo in je v bistvu tak metakorpus, združeni korpus 34 slovenskih korpusov, to delamo v okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju in ima več kot 3,5 milijarde besed, zelo največji korpus in tudi neka simulacija recimo diahronega korpusa. In kar je mene zanimalo je tukaj, kateri pregovori pa kolikokrat se pojavljajo v tem korpusu metafida, kot nekakšen prvi korak v tem, da bi lahko avtomatsko iskali ne celotne pregovore, ker to mogoče niti ni toliko zanimivo, čeprav deloma tudi, ampak predvsem razne prenovitve, razširitve in tako modifikacije pregovorov v korpusu metafida. To je ta tabela, vseh pregovorov je 36 000, od tega jih je okoli 5 000 s pomočjo enega programa, smo avtomatsko našli v korpusu metafida, to se pravi približno 15%, kar je mene še kar presenetilo, je to, da je pravzaprav več jih najde v pregovorov v kritičnem prepisu kot v normaliziranem prepisu, čeprav razlika je zelo majhna, samo 53 pregovorov. Vendar, če to malo bolj natančno pogledamo, vidimo, da je
500 pregovorov, ki jih je našel samo v kritičnem prepisu, pa skoraj 400, ki jih je našel samo v normaliziranem prepisu. To se pravi, različne pregovore najde v enem prepisu kot v drugem prepisu, in morala tega je najbolj se splačalo iskati po obeh prepisih, in potem, kjer najdemo samo v enem, pač tiste najdemo, samo v drugem pa ne najdemo in bomo na ta način, kar je na nek način logično, največ pregovorov našli, se pravi 6000 od 36 000, kar je okoli 16,6%. Kar se tiče zadetkov, to je prav, koliko pregovorov se sploh, koliko pojavitev pregovorov od vseh pregovorov najdemo, je tukajle kar dosta, tukaj pri obeh je čez 200 000 zadetkov pojavitev, in kot nek tak, recimo, zanimivost, največ jih najde 13 000 za pregovor vsak po svoje. In to je v bistvu tudi to. Na kratko sem vam predstavil tole bazo korpusa oziroma korpus pregovorov projekta, ki je zdaj zapisan v XML-teji, jezikoslovno označevanje, kako smo to postavili pod konkordančnika in koliko teh pregovorov najdemo v korpusu Metafide. Tukaj bo še nekaj nadaljnega dela. Korpus kot vsak nabor podatkov se vedno da podaljšati. Imamo še vedno par pregovorov, ki so podvojeni v korpusu, to bi bilo dobro pogledati. Diplomatični prepis je rahlo, recimo temu, sporen, ker so v njemu tako, sodobne stvari so v gajici, stare so v bohoričici, to je vse v redu, ampak potem se pa pojavljajo tudi kakšni pregovori, ki so fonetično zapisani, nekateri pa v nekem približku metelčice ali pa tančice. In to bi bilo dobro, če drugega ne, pri vsakem pregovoru imeti zapisano, v kateri od teh 5 variant je zapisan. Ne bi bilo mogoče slabo ročno preveriti ta zaenkrat avtomatsko narejen zapis v sodobno knjižno slovenščino, ker se mi zdi, da s tem bi tudi naredili uslugo raziskovalcem, in pa mogoče združevati variantne pregovore skupaj, zaenkrat to ni narejeno. Kot neko zanimivost, verjetno boste te prosojnice dobili, če tukaj kliknete, sem jaz nekako po naključju sem našel, da se en od korpusov Metafide je tudi tako imenovan korpus IMP, to je korpus starejše slovenščine, v katerem imamo kar nekaj številk kmečkih in rokodelskih novic iz 19. stoletja. No, in en pregovor sem tam našel in sem šel gledati, in je tam cel seznam raznih pregovorov, ki jih je nekdo skupaj izbral, in se v tem seznamu pojavljajo tudi pregovori, ki jih kljub velikosti baze, ki jo imamo, ni. Bi se mogoče v korpus dali celo kakšne nove pregovore še najti. No, to so pač stvari, ki bi se dali kaj poboljšati, potem pa seveda pridejo na vrsto raziskave, ki so bolj zanimive, zato smo tudi to delali v XML in dali pod konkordančnike, da bi se v Metafida korpusu lahko iskali tudi prenovitve, razne spremembe obstoječih pregovorov v bazi. No, ne nazadnje, kot je Saša že povedala, je pa tudi v načrtu, da bi se ta korpus postavili na ogled, na splet, tudi v obliki digitalne knjižnice, da ljudje lahko potem brskajo po korpusu in berejo pregovore. In to je to, kar se mene tiče. Hvala lepa.